gospod Janez Korbej, ravnatelj osnovne šole Milojke Štrukelj iz Nove Gorice, gospa Iva Pučnik-Ozimič, ravnateljica srednje šole Slovenska Bistrica, gospa Manja Vozel, vrtec Trbovlje, gospa Sanja Antolič, osnovna šola Leskovec pri Krškem in gospa Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta, gospa, ki nas je vse nekako povezala, zato bom začela z vami. Dobrodošli, še enkrat lepo pozdravljeni. Evo, videli smo nekaj iskrivih izjav v tem kratkem prispevku, ampak za začetek mogoče, da nam malce ponazorite naslov oziroma podnaslov omizja je pot, ki smo jo prehodili in rezultati, ki smo jih dosegli. Kateri so torej ti ključni premiki, rezultati, ki jih vi vidite zdaj po koncu? Pot je bila zelo zanimiva, postavljena pred res mnoge izzive, pa vendarle smo že v začetku projekta izhajali iz dragocenih dosedanjih izkušenj in predvsem iz zgodb otrok. Tudi zdajšnje zgodbe otrok so nam kazale tisto, da so to otroci, ki želijo najboljše zase, ki želijo to, da bi nekega dne dosegli te svoje cilje. In v bistvu, ko smo pripravljali predlog programa dela za otroke priseljence v vrtcu, osnovni, srednji šoli, smo jih imeli vedno pred seboj. Torej, celostno smo v bistvu pristopili k programu, govorili o tem, da otroci potrebujejo to njihovo vključenost, pripadnost, zato v bistvu pripravili za njih individualne načrte v osnovnih šolah, vrtcih, osebne izobraževalne načrte v srednjih šolah. Skratka, tečaji slovenščine z večjim številom začetnega učenja slovenščine, z strokovnim kadrom, usposobljenim, učni načrti. Skratka, to so res tiste novosti in ena velika dodana vrednost zdajšnjega projekta. Zagotovo pa tudi to povezovanje z različnih deležnikov v lokalnem okolju in to skupno delovanje v smislu, kaj kdo lahko naredi, da si v bistvu naredimo nekako spodbudno to medkulturno okolje, je res kazalo na to, da je smiselno prepoznati te različne bogate programe in jaz verjamem, da nam je to v tem projektnem obdobju uspelo. Usposobljenost strokovnih delavcev in to v raznolika izobraževanja, usposabljanja, res z mnogo udeležbe kažejo tudi na to, da mislim, da smo strokovni delavci zagotovo nekako pripravljeni v teh spremembah in da jih začenjamo zagotovo najprej vsak pri sebi. In le tako, kot si jih želimo nekako teh sprememb in začnemo pri sebi, so lahko potem tudi rezultati boljši. Gospod Kobe, vi prihajate iz osnovne šole v Novi Gorici, ki ima dolgo zgodovino izkušenj s priseljevanjem, življenja ob meji in tako naprej. Kaj je za vas bilo novega? Vi ste sodelovali tudi pri nekih drugih projektih, ki so bili pred tem, o katerem danes govorimo, ampak kaj je vam novega prineslo vse to? Ja, jaz rad poudarim, da učenci priseljenci niso prišli s projektom, ampak je projekt prišel zato, ker imamo priseljence. V bistvu učenci priseljenci so na osnovni šoli Milojke Štrukelj stalnica, se pravi, jih poznamo že od nekdaj, prihajajo od nekdaj, se pravi, smo mesto, kjer je ta migracija velika. Prihajajo tako med začetku šolskega leta kot tekom celotnega šolskega leta in učitelji, se pravi šole, smo se bili že prej pripravljeni spoprijeti s to problematiko oziroma z vključevanjem teh otrok, se pravi, v našo sredino. Zdaj menim, da smo to počeli že prej zelo dobro. Ta projekt pa nam je prinesel še tisti dodatek, se pravi dodatno delovno moč, se pravi dodatne učitelje, strokovne delavce, dodatne urice, se pravi, ki so omogočili, da smo lahko vključili večji krog učiteljev, se pravi, za delo z njimi. Se pravi, potem tudi ta, bom rekel, tečaj slovenščine, ki smo ga v okviru tega projekta začeli izvajati bolj organizirano, se pravi, vse to je tisto, recimo, kar je zdaj dodatno še obogatilo, se pravi, naše delo in v bistvu je to doprinos, se pravi, za te učence, ki prihajajo in se še lažje vključujejo v našo sredino. In lažje tudi ravnateljem. Tudi.
Mogoče, ko smo se pripravljali na tale pogovor, ste omenili, da ste se malce bali, da ste čutili neko nelagodje, kako se bo lokalna skupnost odzvala na te nove rešitve, ki jih zdaj ponujate. Kako ste se tle soočili z izzivi? Zdaj, tako kot smo že v bistvu na prejšnjih predavanjih oziroma razgovorih omenjali, praktično prihaja do teh različnih stikov, se pravi, do mogoče občasne nestrpnosti, recimo tudi določeni dogodki to v bistvu vzpodbudijo, se pravi, občasno prihajajo res, pač moram reči, da na tem področju je veliko pomagal tudi lokalni posvet, ki smo ga izvajali v okviru tega projekta, kjer smo povabili vse tiste deležnike, ki se tudi sicer v mestni občini Nova Gorica ukvarjajo s tem. In ko smo jih povabili na ta lokalni posvet, smo predstavili naše delo, slišali smo delo drugih in tako smo lažje oblikovali neko mnenje oziroma tudi neke rešitve, recimo, ki jih prej nismo poznali oziroma nismo vedeli, da tudi še nekdo drugi počne mogoče podobne stvari in smo lahko te moči malo združili, si izmenjali izkušnje in tudi zaradi tega mogoče smo to v bistvu zmanjšali. Oziroma, manj nelagodja ali pa nekih napetosti. Gospa Pušnik-Kozimič, vi ste ravnateljica srednje šole v Slovenski Bistrici, imate veliko stikov tudi z delodajalci, kamor priseljenci, dijaki odhajajo na prakso. Kako z njimi komunicirate, kako jim pojasnite, kako s priseljenci, sploh kakšne so izkušnje vaše šole? Ja, no, na srednji šoli Slovenska Bistrica je projekt tudi prišel nekaj let za priseljenci na šolo in smo te probleme že reševali leta prej. Predvsem svetovalna delavka, tudi s pomočjo javnih delavcev, dodatnega dela učiteljev, seveda. Veliko lažje, bolj sistematično in z večjim opolnomočenjem skozi izobraževanje in druge predloge, pa potem s celotnim kolektivom v okviru projekta SIMS in programa, seveda, ki je znotraj tega nastal. Je pa res specifika srednje šole, ne? Predvsem za priseljence, ki pridejo direktno v srednjo šolo. Tisti, ki prihajajo k nam iz osnovnih šol, moram reči, da je za nas že pravo olajšanje osnovne šole, ogromno naredijo. Dobro, če je bil samo 1 leto v osnovni šoli, seveda ne gre tako hitro, to vemo, ampak po 3-4 letih posebnih težav več ni, zahteva nekaj več pozornosti in podpore pri učenju, seveda tudi tako otrok. No, težava je pa z priseljenci, ki ničesar ne znajo, če se vpišejo v 3-letni program, imajo 3 leta izobraževanja na voljo. Najkasneje v 2. letniku srednje šole že odidejo na delovno prakso in mi imamo program trgovec, delo s strankami, komunikacija, skratka, to je izjemno velik zalogaj. Zato se dogovarjamo s sodelavci. Večinoma so tolerantni, sprejemljivi, celo mnogi zelo podporni tudi do priseljencev. Nekako uspemo to vzdušje prenašati tudi v ta okolja. Tu pa tam, pa kdo od delodajalcev tudi ne, in tudi kak priseljenec dijak ne zdrži teh pritiskov. Tako da z tega stališča smo mi vsakovrstne podpore za delo s priseljenci izjemno veseli in ocenjujemo, da bi je potrebovali še nekaj več v srednjih šolah, no morda še kaj več o tem v nadaljevanju. Velja. Gospa Sanja Antolič, ste multiplikatorka. Mogoče, da nam razložite, kaj vse to pomeni. Okay. Imamo samo 45 minut, vem, da vas je 16, ampak hočem reči, v vašem okolju, kaj je vse to pomenilo, kaj ste vse morali, koga ste morali klicati ali pa se dogovoriti, da ste lahko izvajali tale vaš poklic. Ja, v bistvu multiplikator, zdaj konkretno v tem projektu dejansko deluje na 6 šolah in jaz se večkrat tako pohecam, da vse, kar pač ima veze s priseljenci, se potem na nek način dotika tudi nas, no. Deluje pač po celi vertikali, deluje tudi pri vključevanju v širšo lokalno okolje. Zdaj je pa to seveda stvar, ne vem, jaz bom rekla na nek način že rahlo nestrpna do tega, mora znati slovensko, ne. Recimo najprej, da ga učimo slovenščino, pa potem je podpora pri učenju, pa učitelj zaupnik, pa ne vem, pač mu pomaga, bom rekla, razpleteti neko mrežo, da potem
Veste, nam multiplikatorjem se najbolj zdi, da je en že 3-4 leta tam, pa nas več ne rabi. Ne? Takrat se nam zdi, da mi smo delo, ne samo mi, govorim pač za celotno šolo, takrat se nam zdi, da smo delo, kar se tiče vključevanja priseljencev, naredili več kot odlično. Zelo pomemben je prvi stik, ste mi dejali. Kako recimo ste tukaj to neko nelagodje premagali, ali pa z obe strani, da rečem, in vas, učiteljev oziroma strokovnih delavcev v šoli in staršev na drugi strani in samih otrok? Ja, jaz mislim, da kar se tiče tudi učiteljev, jaz mislim, da se dostkrat, zdaj ta fraza v slovensko, jaz mislim, da to pač izhaja iz neke nemoči, ne? Kako zdaj to informacijo otroku podati. To je tako, ne vem, se mi zdi, da podobno, kakor ko otrok pride, ne? Pa ti bi zdaj njemu vse naenkrat povedal, ne? In pravilnik šole in urnik in to pač je zelo težko, ker pač ne gre. Ker naprimer pri otroku, ko pride z Bosne, je to zelo bolj enostavno, ne? Zato ker pač je prenos informacije dan in se ti, bom rekel, kot oseba, ki si dal te informacije, počutiš malo olajšanega, ne? Da si informacijo na nek način naprej predal, ne? Zdaj pri teh otrocih, mislim, vsi so vedoželjni, vsi čakajo, kaj boš ti povedal, na kak način boš povedal. Zdaj imamo pa ne vem, mislim, česa ni konc koncev, so prevajalniki, so slike, so te stvari. Jaz naprimer konkretno, jaz se zelo rada pripravim, tako ko se prvi z otrokom srečam, ne vem, da mogoče na YouTubeu pogledam kakšen video, se spomnim, kaj je tale Juca, ki smo jo pregledali, kaj je prišla v 5. razredu. Jaz sem se cel vikend učila pesem v kitajščini in pač mislim, da tako reče pozdravljen, ime mi je Sanja, me veseli, da sva se spoznala. Ne? In jaz to ne tako zelo ponosno citiram in danes mi reče, da to ni bilo k od kitajščine, kar sem jaz naredila, ne? Ampak dejansko medve so stik naredile in to je bilo to in potem še naprej, mislim, tako je normalno, da priseljenec ne bo po 2-3 letih govoril takoče slovenščino, mislim, bodimo realni, koliko Slovencev napiše kdo z G-jem, ne? Če smo že tako konkretni, ne? In kaj, mislim, tako je, pa še danes pa se me uči, ampak še kar ne znam, rekel, da se ne rekel svojih stvari držim, no. Ampak zgradili sta odnos zaupanja, da vam ona zdaj to lahko pove, ne? Ja, ma tudi, da smo tudi mi se lahko zmotimo, mislim, tudi mi, logično je, da ne moramo tudi mi na prvo žogo in da vidi dejansko v človeku, da si nezmotljiv, ne. Je normalno, da jih ima lahko tudi ona in to ni nič narobe, mislim, kdo pa je popoln konc koncev, ne. Ja, seveda. Gospa Manja Vozel, ste pomočnica ravnateljice v vrtcu Trbovlje. Kaj je projekt prinesel najmlajšim priseljencem oziroma konkretno vam, ki delate v vrtcih? Najprej pozdravljeni tudi z moje strani. Ja, res je, se lahko navežem na prejšnje govorce, tudi pri nas so priseljenci del vsak dana. Pravzaprav imamo v oddelkih vključeni, pravzaprav vsak oddelek 2 do 3 otroke priseljencev ali pa otroke, katerih prvi jezik oziroma materni jezik ni slovenščina. Ne? Tako da se s tem soočamo že dlje časa, nas pa veseli, ker smo v bistvu s projektom pridobili nek mehanizem, ki nam nudi strukturo. In sicer strukturo v odnosu od sprejema oziroma vključevanja otroka v vrtec, pa vse do tega, kako spremljaš in jezik in učenje slovenskega jezika, spodbujanje tudi teh elementov njegovega maternega jezika, zato da mu vzpostavljamo v prvi vrsti prijetno klimo in zagotavljamo tiste potrebe, o katerih je prej govorila gospa, ki je predavala. Ne? Kot pedagoški delavci moramo stremeti k tem, da otrokom omogočamo enake možnosti za razvoj, za v bistvu celosten pristop, no, k posamezniku. Nam je v pomoč tudi to, da smo vključeni že dlje časa, je vrtec Trbovlje že vključen v mrežo Korak za korakom, ki ves čas že dela na poglobljenem sodelovanju, vključevanju družin in ki je v bistvu na otroka v sredini na pot. A ne? To nam je vse skupaj pomagalo, da smo se tudi povezali znotraj, se pravi v zavodu, pedagoški delavci med seboj, lokalna skupnost, povezali smo se z Ljudsko univerzo, z osnovno šolo, pravzaprav tudi ne nazadnje z gospo multiplikatorko Andrejo Slapšak, ki je v oddelkih izvajala program za spodbujanje prijaznosti, tudi pri projektu SIMS smo sodelovali in
nam je v bistvu nudila neke nove možnosti. Moramo se zavedati, da prav vsak otrok potrebuje s tem našim pogledom mogoče spreminjanje naših metod. In prilagajanje, tako. In v bistvu smo se tudi mi ogromno naučili. Pomembno je to, da sprejmemo, da nas raznolikost bogati in da se ne smemo ustrašiti. In se zahvaljujem pravzaprav vsem, s katerim smo sodelovali na tej poti, za pomoč, za podporo. To nam največ pravzaprav nudi, ne? Ker kot pedagoški delavci smo ves čas iskali tudi ravnovesje med tem, ali dodatno obremeniti vzgojitelje, oziroma da ne bojo tega vzeli kot dodatno obremenitev, dodatno delo, zgolj kot pomoč in orodje za opolnomočenje z vidika strukture. Ker če imaš dobro strukturo, jo lažje reflektiraš. In ta posnetek stanja v našem zavodu, kje smo, kam želimo priti in kako bomo to dosegli, nam je pravzaprav pomagal pri tem, da smo se v to vključili veliko bolj celostno. Mi smo začeli delovati tako, da smo v sam projekt šli najprej z področja oziroma z vidika vodstva in smo v bistvu na ta uvodni seminar sta se prijavili 2 vzgojiteljici, ker smo poiskali tisto manjšino, ki bo navduševala, zato ker je motivirala tako, in smo rekli nič, bolje, da vključimo tiste, ki bojo potem motor, da bojo navduševali naprej, in bi v tej situaciji rada tudi pohvalila in se jim zahvalila za vse delo, ki sta ga izvajali, tudi hkrati multiplikatorki gospe Andreji, ker tako bomo spreminjali, tako kot je tudi prej bilo omenjeno že, en sam ne more, začne pa se pri nas. Tako da to. Jaz sem samo hotela vprašati, oprostite, nisem hotela prekiniti, samo sem hotela občinstvo spodbuditi k vprašanjem. Ne vem, če je mogoče kakšno vprašanje ali pa komentar, da se vpraša. Sicer jaz imam še kar nekaj vprašanj za vse vas, mogoče samo še vas, ali pa ki ste v osnovnih šolah. Kako sodelujete starši? Kako ste tukaj, bi rekla, prebili neke bariere ali pa konec koncev tudi komunikacijske izzive, če gre za neko drugo jezikovno področje? Če so recimo južnoslovanski jeziki še približno podobni, kako je recimo s tem stvarmi? Najprej bi rada to povedala, kljub temu, da so priseljenci že bili pred tem projektom, pa da jih je v našem okolju, lokalnem okolju, se potreba po delu oziroma metodah in potem narašča. Se zavedamo, da stereotipi in v bistvu neki predsodki ostajajo v naših glavah, če že ne mogoče na ravni formalnih izobraževanj ali pa nekih formalnih druženj, pa v neformalnem govoru. Tudi pedagoških delavcev, ne nazadnje. Vseh. In s temi drobnimi premiki pri posameznikih bomo naredili pravzaprav širšo sliko, lažjo za vse nas, in k temu tudi strmimo. Mi smo v bistvu začeli s tem, da smo prilagodili same vpisnice, zaradi tega, ker smo ugotovili, da praktično, ko se otrok vključi v vrtec, pred samim vstopom nimamo dovolj podatkov. In smo zato tudi ta sporočila vzgojnemu timu, ki jih imamo že prej, smo jih dopolnili, sploh z vidika jezika. Zaradi tega, da tudi pedagoškim delavcem malo pomagamo, da že pred vključitvijo otroka oziroma pred septembrom, če čisto plastično povem, vejo in se lahko pripravijo. In v bistvu s tem dodatnim znanjem, ki ga lahko poiščejo in se podkrepijo, mogoče vsaj malček zgubijo strahu in se v bistvu se jih lahko lažje opolnomoči, če imajo to vedenje, kdo prihaja v skupino in kdo se vključuje. To je ena stvar. To je ena stvar, se pravi pred samo vključitvijo. Potem pa to, kar sem že prej rekla, raznolikost nas bogati in v bistvu ta raznolikost bogati tudi vse ostale nepriseljene otroke. Se pravi, mi smo tudi povabili starše v skupine, da so imeli delavnice, predstavljali so v bistvu svojo kulturo na način, kdo je želel. Mamice so
pripravljale kako jed, to je bilo pred korono, ne. In pesmice, tudi tako so imele najprej mogoče posamezni starši, tudi očetje, ne, da ne bom zdaj slučajno koga pozabila omeniti, da ni potrebno, da nekaj znajo, ampak da v bistvu nas bogati to, da pridejo do otrok, če se čutijo, moja mamica je tudi prišla, ne. Če imamo predstavitev poklicev, pa lahko pride praktično katerikoli starš, zakaj pa ne bi predstavljal še neka znanja, mogoče, ali pa sama igra, ne, zato da v bistvu pri otroku to čustveno varnost in sprejetost. In včasih je treba zelo malo, da pridobiš v bistvu tudi zaupanje staršev, da starši vidi, da si se pripravljen narediti neke drobne korake. Sej ni treba, da mi prilagodimo popolnoma delo ali pa da, ne vem, pedagoški delavci, ne vem, tako kot ste vi prej rekla, ne vem, slovenski jezik, ne. Ja, ampak stopimo nekaj korakov nasproti, ne, in si pomagajmo. Mene zanima, mogoče v Slovenski Bistrici so bili kakšni izzivi, težave, kako ste se spopadali s tem, kako ste jih reševali? Ja, najprej na šoli, tako, zelo podobno, pravzaprav, kot ste tu že navajali, kakšne primere. In tudi potrjujem to, kar pravite, ta struktura, ki jo je dal zdaj projekt o dostopanja, in to je seveda zelo dragocena. Zelo dragoceni so bili tudi ti lokalni posveti znotraj projekta, kjer smo povezovali lokalno skupnost in ugotovili, ne, pravzaprav, da je tu kdaj, v kakšnem segmentu okolja, tudi več nasproti, tudi predsodkov, seveda, ne samo nekih stališč, tudi predsodkov. Več, ko smo se jih pravzaprav sami zavedli v šoli, no, ampak so ob takih vsebinah potem pridejo na dan. In tu moram tudi sicer reči, da predstavniki lokalne skupnosti, od župana, podžupana in nekaterih drugih institucij, so vedno omogočali te razprave in spodbujali k strpnemu sožitju. So odprti za dialog. Ja, zelo odprti. To je tudi nam pomagalo, ne, da nismo mi zdaj kot bela vrana med črnimi. V tem smislu, vemo pa, ne, zavedamo pa se, da imamo še po moje neke rezerve pri povezovanju in spodbujanju nekaterih elementov v okolju kot šola. Ker to pa res želim poudariti, ne, da se mi zdi, da šolski sistem, vsaj pri podpori otrokom priseljencem, je ključen na vseh nivojih, od vrtca do vsaj najmanj srednje šole, ne, do relativne zrelosti, odraslosti. In se mi zdi, da ima ravno preko vseh subjektov, ne, dijakov, vseh dijakov, ne, to smo slišali, kako je pomembno pri kulturi, in preko staršev in preko sodelavcev, to je zelo velik del, ne, okolja odraščajočih otrok in vpliv, ne, na spreminjanje stališč pri otrocih je izjemno pomembna naložba za celo življenje. Tako da... Vendar ni edini šolski sistem, to ste hoteli izpostaviti, ne? To res ne, je pa ključni in tega bi se po moje tudi mogli zavedati, ne, tudi odločevalci, in jaz mislim, da je tu pravzaprav naredil projekt SIMS prvi odločilen korak, ne, z nekimi normativnimi ureditvami, ne, pravilnika v osnovni šoli, v srednji šoli, tudi v vrtcih, s programom za delo s priseljenci, izjemno pomembno, ker smo dobili to strukturo, orientacijo, ne. Je pa res, da jaz upam, ne, da je to ne čist prvi, ampak korak na poti, ne, do še nekaj več podpore. Jaz menim, da to bi pa potrebovali, no, zdaj, če primerjam sicer tudi osnovno šolo, za vrtec tako natančno ne poznam, mi pač imamo na voljo, ne, ure za slovenščino, za tečaj slovenskega jezika, celo so se tu neki pogoji postavili, da dijak priseljenec to obiskuje, če ne obvlada minimalnega sporazumevalnega standarda A2, da tudi upravi na koncu preizkus in da ima še nadaljnjo podporo, če tega ne zmore. Samo naša izkušnja je, no, da je te podpore premalo na voljo. Bi potrebovali še nekaj, kot sem že prej omenila, zaradi hitrega vstopanja na trg dela.
dijakov na delovni praksi. Tudi zaradi tega, ker je srednja šola kratka. Na srednji šoli Slovenska Bistrica smo navajeni zelo visoke oprostite, prehodnost dijakov med letniki. Žal smo pravzaprav pri priseljencih najmanj uspešni in se nam največkrat zatakne prvo leto kljub velike obsežne podpore. Res pa je, da pol te stvari stečejo. Tako da mi iz prakse absolutno vemo, da je to proces večjih let in da ne more neke ure rešiti tega ali nekaj tečajo, da pa je nekaj podpore učiteljem, če hočemo, da je ta proces sistematičen, dovolj zavzet in da tudi potem, in da to za ljudi ni samo dobra volja, ampak je to tudi res namen družbe in tudi njihova obveza in seveda so pomembne njihove vrednote in stališča, da se razume. No, bi potrebovali, po moji oceni, še nekaj več podpore v urah za tečaj slovenskega jezika, mnogi pač to potrebujejo in tudi nekaj za učno pomoč, kar je bolj dosegljiva v osnovni šoli, v srednji šoli, ne? In jo seveda izvajamo. Jo izvajamo, tudi zato vedno prijavimo tudi javna dela za učno pomoč in tudi učitelji so veliko pripravljeni. Samo, če se gre za odnos tudi do same vsebine, ne? Če je pa večina, ne, ali skoraj vse del učitelj odvisno samo od dobre volje, potem to vseeno ni dober signal, da je to resna zadeva, ki se je prenesla, ne, kot pomemben element družbe, podpora priseljenim otrokom, ne, tudi končno na srednje šole. In se mi zdi, da je to za te mlade generacije, ne, ki bojo tu ostajale, upajmo, da pač pomembna podlaga za dobro sožitje in tudi za zadovoljstvo, ne, vsakih od priseljencev. Mogoče samo še to, ne. Kaj pa pomeni slovenščina? No, to bi samo še, ne. Jaz verjamem, da je to v različnih razvojnih obdobjih različno pomembno. Kolikšna je vloga slovenščine pri otroku priseljencu, ne. Bi si pa upala trditi, da to z leti in stopnjami šolanja nekoliko narašča. Zato je tudi podpora temu jezikovnemu razvoju toliko pomembnejša. Jaz se sicer spomnim enega izmed predavanj doktorice Balohove, ki je rekla, priseljenci niso nepopisan list. To je treba vedno znova poudariti. To je res, ne. To ni enako kot otrok, ki se uči jezika in je pogoj za integracijo, ne. Sploh na začetku, ne, na njegovi razvojni poti. Tu se zelo zavedamo, da to ni, kljub temu je pa eno izmed pomembnih orodij na poti do izobraževanja. In samo še ena zadeva, mi pri priseljencih pogosto preverjamo tako ali drugače, bolj ali manj uspešno zadovoljenost njihovih potreb. No, o tem smo tudi danes poslušali. In za njihov občutek varnosti, kar je pač temeljna potreba, zelo pogosto izpostavljajo željo in potrebo po še več jezikovne podpore. Mogoče tudi iz kakšnih drugih okoljih podpornih, to bi vas vprašala, Sanja, ker ste v vašem okolju, imate te izkušnje, torej s katerimi drugimi ustanovami sodelujete, omenjali sva tudi kulturne mediatorje mogoče, kako tu vidite možnost drugih podpornih sistemov oziroma podsistemov, da bi pomagali šolskemu sistemu, kakšne so tle izkušnje in mogoče kakšen predlog? Ja, se v bistvu, vsako okolje, mislim, zdaj po Sloveniji se zelo specifično, vsaka regija pač rešuje, bom rekla, na svoj način, ne vem, zdaj vem, da v Mariboru so močni v povezovanju, v Kopru so močni v tutorstvu in zdaj mi multiplikatorji, ki pač po celi Sloveniji smo bili, smo nekako tudi potem, ko smo imeli pač debato okoli tega, si potem poskušal na nek način povzeti prakso od nekje, pa jo mogoče implementirati v svojo regijo, ne. Nekje se je to bolj obneslo, nekje se je pač manj, ne. Zdaj, sama, mislim, v popoldanskih dejavnosti je zelo veliko, ne. Ne vem, so nevladne organizacije, naši otroci, zdaj, če govorim konkretno za naše okolje, hodijo v mladinski center, kjer so učna pomoč je, ker dejansko se ustvarjajo potem še neke aktivnosti izven šole, kjer se potem otroci konec koncev tudi družijo, ne. Ker konec koncev, jaz nikakor ne govorim, da ni slovenščina pomembna, daleč od tega, ni pa to prvo orodje. Mislim, konec koncev mi pri zgodovini nas zanima vsebina, ne če je vejica v redu postavljena, ne. Če smo, mislim, je pa dejstvo, da učitelj bo pri zgodovini verjetno, če bo vešč angleščine ali pa nemščine ali pa kateregakoli jezika, bo verjetno dopustil to možnost, da bo otrok odgovarjal, ne.
Zdaj, v kakšnem drugem jeziku, kjer ni, verjamem, da je to težje. Ne? Se mi zdi, da se moramo na tem mestu vprašati, kaj tudi konec koncev ocenjujemo. Ne? Nikakor pa ne, da slovenščina ni pomembna, daleč od tega. Ne? Ni pa to, bom rekla, glavna stvar. No? Zdaj, kar se tiče, dostikrat rečemo, ne vem, mi smo, naprimer, če se lahko pa pohvalim, smo pa v Krškem močni pri učenju slovenščine za mame. In mi smo imeli izjemno veliko število obiskovalk in potem je bilo dostikrat tudi slišano, tako kot verjetno še bo in je, o teh predsodkih pa nič ne delajo, pa hodijo, pa ne vem kaj, mislim, to jaz sem sama sebi že tečna, ko to ponavljam, ne. Ampak dejansko, jaz mislim, da odreagiraš pa potem na tak način, da dokažeš, ma ne, ni res, ne. Ma poglej, koliko nas je ful. Ne vem, jaz se spomnim, ko sem imela enkrat tečaj na Senovem in potem se mi seveda, ne bom nekaj tako babe zmenimo, da gremo pa še na en kafe na konc, ne. In so prišle 3 gospe od takrat, jih mislim, da bo 12, ne. 3 so prišle, sem okej, ma jim ni in pol dejansko zvem tekom dogajanja, da je Ramadan, čas Ramadan, jaz sem pa pozabila, ampak so dejansko prišle na kavo, toliko jim je do tega, da so se lahko vključile zraven, da so prišle dejansko v ta čas, kjer načeloma ne smejo, ne, se vemo, kako je, pač ko je sonce gor, se ne pije, ne, ma so prišle, so spile kavo, ne, tako da se mi zdi, da smo tukaj dosti kritični. In pol rečemo, ne se vključijo v družbo, da ne se zaposlijo in se mi zdi, da medkulturni mediator je odlično izhodišče za te stvari. Ne? Tukaj je stvar, kjer dejansko mi kot, bom rekla, kot Slovenci tukaj niti ne moremo konkurirati medkulturnemu mediatorju nekoga, ki je ali ne vem, musliman ali prišel iz Iraka ali karkoli. Tukaj imamo nekoga, ki je veš maternega jezika, veš slovenščine in predvsem je veš kulture. In potem zna nekako oblikovati mnenje oziroma zna oblikovati stvari, ki jih potem pač posreduje naprej. Jaz vem, da v Sloveniji že pač na določenih regijah ta medkulturni mediator obstaja in jaz sem na nek način kar ljubosumna, da tam res to tako ratuje nam, mi smo zdaj v povojih, bom rekla. No? In dejansko potem tudi, tako kot ste prej sprašvali za govorilne ure, to je odlična stvar, kjer učitelj s tisto nemočjo, ki jo ima pri prenosu informacij uporabi medkulturnega mediatorja in potem konec koncev posreduje informacije staršem. Ni to seveda stvar, da bo to, bom rekla, 10-15 let, ampak otroka mi dobimo danes, ne? Z otrokom se začne danes nekaj dogajati. Ni to zdaj bomo mi počakali 6 let, da se bo mama naučila, bom rekla, ma veš, tam v 5. razredu, ne? Ti moramo pa še nekaj povedati, ne? Tako da tukaj je vloga medkulturnega mediatorja več kot dobrodošla, ne? A se lahko, mogoče samo nekaj navežem. Fino, da ste to izpostavili, ker to je tudi ena od reči oziroma od stisk, ko jih doživljajo tudi strokovni delavci, ker nepoznavanje kultur, tudi praktično jezika, v redu, jezik je bil še, rečemo, juge, če se smem se tako izrasno, jih še nek so nam sorodni, pa se razumemo. Kaj pa vsi ostali? Vse to niso priseljenci, samo iz držav bivše juge. Se pravi, moramo nekaj narediti premikov k tem, da se, na koga se lahko obrnemo. Naprimer, to je bilo eno vprašanje, mi smo se najprej, tudi gospa Mojca ve, smo se večkrat obrnili tudi na njo. Na koga se obrniti, ko v bistvu ne poznaš jezika, želiš si priti naproti staršem, ker veš, da so ključnega pomena tega. Res je, ko govorite o starejših otrocih, imajo možnost še na drugih ravneh, društva, pa vse. Pri predšolskih otrocih je pa vrtec in vzgojiteljica, ali pa vzgojitelj, se opravičujem, tisti, ko je prvi stik, ko gre otrok stran od mame, iz tega primarnega okolja, ki ti ga prvi odrasel, ki ni družina, pa mu starš zaupa otroka. In tu se moramo zavedati, da v bistvu to zelo okrepi tudi vez med starši in vrtcem. Tako da v bistvu to, na koga se obrniti. Mi si tudi želimo, da bi se mogoče znotraj lokalne skupnosti naredila neka mreža, ne vem, oseb, na katere se lahko obrnemo za pomoč. Ne? In zato je ta kulturni mediator odlična rešitev kot vez oziroma kot pomoč pedagoškim delavcem. Kar nekaj iztočnic za vas, evo. Ja, mi smo ves čas projekta tako delovali, tako sodelovalno z nekim, iskali najprej zaupanje sploh do samega projekta, do projektnih vsebin v kolektivih med strokovnimi delavci in potem tudi širše v lokalnih skupnostih. In to, da lahko zdaj
lahko, da rečemo, da lahko drug drugega pokličemo, pridobimo prav konkretno informacijo, kako pri vas z otrokom, ki prihaja iz Sirije, kako ste se mu približali, kdo je tisti, ki je v bistvu bil nekako vez v tem jezikovnem pogledu in na kakšen način v bistvu pomagati otroku, pomagati staršu. In vsi tisti, bom rekla, so v kolektivih prepoznali ne projekt kot projekt, ampak da za projektom stojijo različne dejavnosti, različne vsebine dela z otroki priseljenci in da ni to zgolj res samo tečaj, so v tem obdobju, mislim, da na tej osebni, profesionalni rasti izredno naredili velik napredek v kolektivih. In tam je potem tudi prepoznati v tem lokalnem okolju ne tolikšnega strahu, ker enostavno smo pomreženi, v bistvu vemo drug za drugega, smo lahko v oporo drug drugemu. Skratka, verjamem, da v tej smeri, kljub temu, da se projekt zaključuje, vsebine ostajajo bogata učna gradiva, nova e-gradiva z moduli za vse tiste, ki se v bistvu niso tako aktivno zdaj v času projekta vključevali v tovrstna usposabljanja, ki so bila na razpolago. Bom rekla, na obalnem področju e-učno gradivo za začetno učenje italijanščine za otroke priseljence, tudi ena velika dopolnitev in doprinos. Na osnovni šoli smo si v bistvu tudi to v letošnjem letu vzeli kot izziv in hvala tudi našim kolegicam v bistvu za to gradivo in vsa gradiva, ko so nastala. V bistvu različni intervjuji, mesečne reportaže, ki so zdaj objavljene na spletni strani projekta, učni načrti slovenskega jezika. Skratka, mislim, da imamo en nabor odličnih gradiv, odličnih priporočil, usmeritev, ki nam v bistvu res lahko pomagajo, spet bom rekla, pri nadgradnji zdajšnjih praks. Nikoli ni tako dobro, da se ne bi dalo še marsikaj spremeniti in da šolam dopušča vrtcem to avtonomijo učitelja in pa vzgojitelja, da se odziva glede na potrebe otrok, da sliši njihove zgodbe in da v bistvu vključuje vse otroke in tudi te naše aktivnosti, delavnice za socialno vključenost in občutek pripadnosti otrok in prijaznosti tudi otrok v vrtcu. Torej te delavnice delajo ravno v tej smeri, da delujemo v bistvu vključujoče z vsemi otroki, z vsemi oddelki in da v bistvu res gojimo eno tako medkulturno spodbudno učno okolje. To verjamem, da je cilj vsem, ki delamo z otroki, ko smo z njimi in v bistvu se mi zdi, da je to potem tudi družba lahko strpnejša. Vsekakor, to je ena podporna mreža pravzaprav zdaj nastala. Res je, ja. Pa se opravičujem že tole, da v bistvu res spet smo nazaj pri tem pogovoru. Da se o tem pogovarjamo, ampak ne pogovarjamo zgolj tako pavšalno, ampak pravzaprav, da imamo znotraj strokovnih timov in znotraj strokovnega dela debate o tem, ker že danes lahko vidimo, da se s podobnimi strahovi, stiskami soočamo. In samo, če se bomo o tem pogovarjali in si poskušali kot posameznik prispevati nekaj k temu, k izboljšanju stanja, bomo lahko skupaj dosegli rezultate. In tukaj moram reči, da je res dobro osmišljen cel načrt, akcijski načrt delovanja, po katerem lahko posamezen zavod deluje. Ja, mogoče projekt po projektu, evo, kje vi vidite za vašo šolo zdaj situacijo? Zdaj, mogoče, če še omenim na koncu, da je v bistvu projekt izzivi medkulturnega sobivanja tisti projekt, ki je res veliko prinesel. Kot ravnatelj spremljam na šoli ogromno projektov in omenjeni projekt je res tisti, ki je tekom projekta prinesel veliko novega, veliko dobrega in bo tudi v prihodnje. Se pravi, že mogoče samo tista najbolj omenjeno, kar lahko omenim, je to, da bomo dobili, oziroma smo že dobili dodatnega strokovnega delavca, ki nam je se strani ministrstva dodeljen v deležu glede na število učencev. Milojka Štrukelj ima veliko učencev, se pravi 800 vseh, od tega je tam 15-20% priseljencev in za našo šolo je recimo ta drugi strokovni delavec oziroma dodatni strokovni delavec velikega pomena, sploh sedaj recimo, ko bomo izgubili multiplikatorja, ker se je projekt zaključil. Seveda bomo pa gradili na vseh teh izkušnjah in vsebinah, ki smo jih pridobili skozi projekt, tudi v prihodnje. Ohranili bomo tudi tim, če bo možno tudi lokalni posvet oziroma vse te stvari,
ki so bile zdaj odlične in jih je vredno peljati tudi naprej. Hvala lepa, mogoče še vi, da bi povedali. Ja, sej, gospa Jelena Druša in kolega sta že dobro povzela te glavne pridobitve tega projekta. Kot smo uvodoma že omenila zelo pomembno opolnomočenje ljudi, ki ga bo po moje potrebno še nadgrajevati, tudi s kakšno formalno podporo v tem primeru odločevalcev. V tem primeru upam, da se bomo približali na normativnem nivoju osnovnim šolam po obsegu ur in tudi po nekaj sistemiziranega dela za učitelje, ki delajo neposredno, predvsem pri razvoju jezika in tudi pri koordiniranju tega dela. Sicer pa upam, da bomo nadgrajevali odlične prakse, kot je individualen pristop pri vodenju teh dijakov z osebnim izobraževalnim načrtom, več skupinsko-dinamičnih oblik znotraj skupin, ki jih pri nas krasno izvaja svetovalna delavka, se je z nami gospa Mojca Vrečko in še tim, ki ga vedno oblikuje skupaj z učitelji, ker treba je povedati, da je ta projekt zelo povezal, okrepil timsko delo v šoli, med razredniki, oddelčnimi učiteljskimi zbori in tudi v marsičem že kak korak v lokalnem okolju. Pa recimo tudi vključevanje knjižnice, bralne ure in to sem se zdaj spomnila, to smo že počeli in bomo še nadgrajevali v prihodnje. Tako da ob normativni podpori, ob zavedanju, da je izobraževalni sistem ključen pri kulturnem razvoju priseljencev in celotne družbe, znotraj katere se gibljajo, upam, da bomo te podpore tudi deležni. Se pa ob tem zahvaljujem gospe Mojci Jelen Madruša kot izjemno odlični strokovni vodji in srčni vodji tega projekta. Hvala lepa. Hvala. Združujemo vsi. Hvala za zaključne misli. Vi ste hoteli še nekaj dodati? Bom zdaj kratka, ker prej mi ni uspelo vedno biti. Ampak v tej zaključni misli pa bi rada bila, da v bistvu si prizadevamo naš cilj, namen, kako zdaj naprej, je v bistvu širiti znanje, ki smo ga pridobili na tej poti med ostale strokovne delavce. To je z vidika učitelja, vzgojitelja, pedagoga. Z vidika družbe pa si želimo, da bi ti otroci, vsi otroci v skupini, zrasli v strpnejše odrasle. S to mislijo bi zaključila. Hvala lepa. Mogoče še vi na koncu? Ja, zdaj tako, bom rekla, sentimentalno končujemo. Jaz verjamem, da za vseh 16 nas multiplikatorjev lahko rečem, da nekako morda upamo, da nas bodo malo pogrešali vsi zavodi. Po drugi strani pa si želimo, da smo za sabo neke stvari pustili oziroma smo jih nekako implementirali, ki bojo na nek način funkcionirale tudi brez nas. Ker če to dejansko ne bo, potem pomeni, da mi en delež svojega dela nismo dobro uporabljali. Vsekakor seveda se verjetno v imenu vseh zahvaljujem tudi Mojci, Mateji, Jerneji in Mateji, še eni Mateji in Katarini, kaj ni. Po eni strani smo tudi veseli, da ne bomo več dobivali pozivov za tabelice, po drugi strani imamo pa tudi rado občutek, da nas čakamo, da pa še nekaj, da bomo lahko slušali. Seveda, mogoče še kakšen komentar iz občinstva, izvolite. Aha, mikrofon, lahko dobi gospa. Gospa Anica Mikuškos. Ja, Anica Mikuškos. Jaz prihajam iz drugega sveta, nisem iz šolskega sveta, sem otroška psihiatrinja, ampak bi rada, ne morem si kaj, da ne bi en komentar dala po tem, kar sem slišala. Veste, velika prednost tega projekta se mi zdi v tem, da obravnava otroke priseljence kot enakopravne ljudi, enakovredne ljudi. Namreč, ko imamo opraviti z ljudmi iz nekih marginalnih ali deprivilegiranih skupin, na eni strani postanemo sovražni, jih
omalovažujemo, na drugi strani pa, na drugem ekstremu smo pa do njih pomilovalni in jih gledamo na njih kot žrtve. Ne vem, kot žrtve socialnih krivic, recimo ekonomske migrante ali pa kot žrtve bolezni, otroke z disleksijo, torej kakorkoli, če si drugačen. Dobronamerni ljudje in organizacije in institucije imajo neko tendenco obravnavati te otroke kot žrtve, kot pomoči potrebne, kot nemočne in seveda s tem jih še bolj porivamo v vlogo nemočnih in na koncu jih običajno celo medikaliziramo, ne vem, dislektike zdravimo, otroke begunce pravimo, da so traumatizirani, da bi morali iti psihologom. Medtem ko ta vaš projekt gradi na opolnomočenju teh otrok, in to je ena njegova velika kvaliteta in sploh nisem zaznala te tendence, da bi jih videli kot uboge in nebogljene žrtve. To se mi zdi tako krasno in edinstveno. Druga stvar je ta, kar mi zelo dopade, da ne vztrajamo na popravljanju narekovaju otroka samega, ampak kot so tu gospe in gospod nekajkrat izrekli, tudi prilagajanju sistema in učenju tistih, ki so nosilci sistema, to se pravi učitelji iz te izkušnje. Skratka, da gre za neko vzajemno približevanje in krepitev in uglaševanje. In tretja stvar je pa ta, da je pristop tako širok v smislu ekološko, socioekološko širok, se ne usmerja samo na otroke in na njihove starše, temveč na vse otroke in na starše vseh otrok in tudi na krajevno skupnost, pa tudi seveda na šolsko oblast, da tako rečemo, namreč pridobivanje in vodstvenih struktur na posamični šoli in ne nazadnje tudi vplivu in sodelovanju z ministrstvom. Hvala. Hvala lepa za ta komentar, doktorica. Mogoče še kdo? Če ne, kdo od sodelujočih bi še kaj dodal mogoče? Ja, jaz bi se mogoče navezal na zdaj to povedano. Ne glede na to, kakšen je naš odnos do priseljevanja, do migrantov, do vsega tega, moramo vedeti, da otroci, ki prihajajo v našo šolo, v našo sredino, niso krivi. Da so bili iztrgani iz neke druge sredine in potisnjeni v naše naročje. In zdaj od nas je odvisno, kako jih bomo vzgojili oziroma kakšen vzgled jim bomo dali. Ali jih bomo vzgojili v zgledne državljane, ki nam bojo hvaležni in nam bojo potem, ko bojo odrasli, to vračali, ali pa bomo dobili neke nezadovoljne ljudi, ki bojo ravnali sovražno in bojo delali proti nam. Tako da otroci niso krivi, zato se posvetimo in res vložimo v njih veliko truda. No, hvala lepa, krasna misel za zaključek. Hvala lepa. Hvala lepa res vsem sodelujočim. Hvala za pozornost. Samo prosim, počakajte, ker imamo presenečenje. Oziroma, dr. Miha Lovšin ima presenečenje. Bo sam pojasnil, za koga in zakaj. Jaz sem se vam že danes zjutraj zahvalil za res plemenito, dobro, čudovito opravljeno delo. Bi se pa želel zdaj še osebno v imenu ministrstva zahvaliti multiplikatorjem, tako da z majhno pozornostjo, tako da prosim vas, kolegica, to naredila. Multiplikatorji, ja, prosimo, multiplikatorji naj stopijo in sprejmejo darilo. Vsi multiplikatorji, prosim. Hvala lepa. Super ste bili. Evo, ni bilo nič groznega, ne da? Hvala, res. Super. Super ste bili, jaz bi lahko še 1 uro, ampak program gre naprej.
Dobro, lepa hvala. Ja, lepa hvala za to gesto.